Vili potuje. Danes se peljemo iz Ljubljane v Zagorje ob Savi. Obiskali bomo Davida Bacalija, ki je tudi soustanovitelj projekta Vili Van Style. Spustil nas bo v svojo delavnico, kjer ga bomo malo bolje spoznali. Zdrava. Moja blagovna znamka je namenjena. Je namenjena ženskam, ki v mojih oblačilih najdejo košček sebe in so filozofije, da je življenje ena prava modna pista. Se pravi, se počutijo mogočnejše in močnejše. Kako pa pristopaš k snovanju nove kolekcije? Jaz v bistvu sam pri sebi se držim zelo spontanega procesa. Pregledam najprej svojo inspiracijsko knjigo, narišem vzorčne skice, ki jih potem tudi kasneje dopolnjujem. Kolekcije nikoli ne narišem cele, ampak se v sredini procesa ustavim in razmišljam o tem, kaj moje stranke največ kupijo in kaj jim lahko ponudim kot nadgradnjo. Tamle vidim, da so že eni začetki nove kolekcije. A bi nam malo več povedal o tej prihajajoči kolekciji? Ja, prihajajoča kolekcija se nanaša na jesensko kolekcijo The Tribe. Veliko je plastenja. Uporabljam tudi malo, kot vidite, spontane tekstilne printe. Veliko bo tudi črnine in sivin, seveda bo nekaj malega barve, ampak ne preveč. Materiali bojo zelo fini, zelo lahkotni, bombaž, viskoza, džins. Kolekcija raziskuje igro in razmerja med simetrijo in asimetrijo. Prihajajo pa tudi novi printi, ki so v bistvu ki se nanašajo na Adinkra simbole. Ponavadi uporabljaš veliko printov. A bojo zdaj tudi kakšni printi in kakšni ti printi bojo? Tako je. Printi so nadgradnja Adinkra simbolov, ki so bili že uporabljeni v jesenski kolekciji. Adinkra simboli so afriški simboli, ki ponazarjajo vrednote. In za spomladansko kolekcijo sem si izbral simbol za iniciativnost. Kaj pa lih ta simbol? Iniciativnost se mi zdi v času pandemije ena zelo pomembna vrednota. Ogromno stvari, ki so nam bile prej samoumevne, so se med pandemijo spremenile. Se pravi, spremenil se je tudi obisk v trgovino, v kakšne druge ustanove, večino leta smo bili doma. Kar pomeni, da moramo sami več poskrbeti zase in razmišljati o sebi. In Adinkra simboli se mi zdijo ena super pozitivna stvar, da nas ženejo naprej in opominjajo, da se svet sedaj ni ustavil, ampak se samo še življenje nadaljuje. Upajmo, da na bolje. Ti v svojih kolekcijah veliko uporabljaš asimetrije. Kaj ta asimetrija pomeni? Zakaj? Asimetrija je večno razmerje med
v življenju se mi zdi, da nič, kar se nam zgodi, ni popolno simetrično. Vedno je tukaj ena sivina, a ne? In eno vmesno obdobje. In mislim, da asimetrija je ena super stvar, s katero prikažemo naša trenutna stanja in pa tudi v kroju jo je včasih kar težko doseči, predvsem zaradi tega, da zadeva še vedno funkcionira. Tako da asimetrija, ja, prosim, hvala še in vsako kolekcijo je bo več. Ene par kolekcij nazaj si tudi začel malo z barvami pa tako. Kaj se je zdaj s temi barvami zgodilo? Prvič sem uporabil barve zelo izredno močne in najbrž kot že veste, prodajam svoje linije oblačil v trgovini Zofa v Ljubljani. Sem član kolektiva. In potem sem se enkrat zelo zamislil, ker se je zgodilo, da so moje stranke spraševale, če Davida ni več. In so v trgovini vprašali, zakaj pa to mislite? Pa so rekli, ja, ker ni več črnega stojala. In se mi zdi, da sem razočaral na nek način svoje stranke. Tako da sem se v bistvu bolj poglobil. Gotovo, da je črnina za mene največji medij, največji izpovedni medij, kot vidite tu, s katerim lahko največ o sebi povem. Seveda pa bo tudi malo barv, če so že barve, naj bo malo bolj divje, kot se naprimer tudi vidi potem kasneje. Kos oblačila, katerega bi si želel, da bi ga oblikoval ti? Mala črna obleka. Hashtag tvoje blagovne znamke. All black. Svet ali Slovenija? Svet. Kamela ali žirafa? Kamela. Avto ali kolo? Peš. Voda ali zemlja? Voda. Grenadir marš? Dober tek. To je pa ena taka fina zasavska jed iz krompirja in testenin. Prihajaš iz Zagorja, tukaj si se rodil, si hodil v šolo, živiš tukaj. Angleži bi rekli born and raised. Kako pa življenje v tvojem kraju vpliva na tvoje delo, pa mogoče na način dela? Če že govorimo o samemu zrcaljenju identitete kraja v mojem delu, sem sprva, predvsem iz študijskih dni, mislil, da nič. Potem pa smo 2 leti nazaj s pomočjo občine Zagorje ob Savi organizirali neko revijo, kjer so obiskovalci sami zelo hitro navezali moje delo, moje kolekcije za samo identiteto kraja. Se pravi, kot veste, Zasavje je znano po močni rudarski zgodovini. V mojih oblačilih je veliko črnine, tekstur. Se pravi, se dejansko zgodi, kakor da bi včasih v teksturah, ali jih oblikujem sam, ali pa jih nabavim, iskal neke teksture premoga. In moram reči, da sem na to izredno ponosen in dlje časa, ko ustvarjam, bolj se mi zdi, da želim nekako prenesti izročilo tega kraja v svoje kolekcije, ker se mi zdi za enega lokalnega oblikovalca zelo fino. Kaj pa tvoja blagovna znamka, bi se jo lahko dalo opredeliti na čas in prostor?
Glede na to, da skušam vsako kolekcijo podrediti neki družbeno-zgodovinski in socialni temi, ki se nanaša ali malo na zgodovino in celo malo na trenutno stanje, potem ja. Naprimer, jaz sem bil lani blazno inspiriran s že takratno situacijo pandemije, tako da mislim, da ja, se da opredeliti. Ok, se pravi, ni samo zgodovina tista, ki vpliva, ampak se dejansko oziraš tudi na današnje. Oziram se na današnje trende, skušam tudi razumeti, kaj ljudje, predvsem moje stranke iz sezone v sezono rade nosijo, se tega poslužujejo in potem jaz tudi seveda sledim nekim začetnim trendom. Se pravi, je pol zdaj ta korona nek vpliv vseeno imela na tvojo znamko, a ne? Absolutno, vsekakor. Pozitiven vpliv. Zgodili so se tudi neki premiki v meni, da ni vse samoumevno, da se treba res za vsako oblačilo še bolj potruditi, dihati, poiskati lokalne dobavitelje in sodelovati z lokalnimi šiviljami. Willi Van Style je prva butična mobilna trgovina v Sloveniji. Ti si eden izmed soustanoviteljev. Kako, zakaj, a vidiš tukaj tudi prihodnost svoje blagovne znamke? Ko smo se začeli pogovarjati o Williju in kaj ta Willi dejansko pomeni in bo, sem bil izredno navdušen in takoj za. Vidim rast svoje blagovne znamke, saj se mi zdi, da je potrebno delati na njeni prepoznavnosti, kot tudi na prepoznavnosti drugih blagovnih znamk. V Sloveniji velja nekako eno tako čudno pravilo, da se med sabo oblikovalci ne povezujejo, pa ful premalo komuniciramo med sabo. In zato v Williju delamo lih na tem, da povezujemo, a ne? Seveda. To se mi zdi eno pravilo, ki je mogoče nastalo kot eno nenapisano pravilo, kvečem zaradi tega, ker se oblikovalci niso imeli enega motiva, zakaj bi se med seboj povezovali. Kot v vsakem biznisu, vsak seveda skrbi za svoj kos potice. Se mi pa zdi, da je izredno pomembno, da se oblikovalci med seboj povezujemo, spoznavamo druge trge in pa seveda tudi drugemu pomagamo. A si želiš kaj vprašati? Najlepša hvala, ker ste nas obiskali. V naslednjih 14 dneh lahko kupujete David Bacali oblačila s kodo Willi10, ki jih najdete na Facebook strani David Bacali.